Predstavitev modula odgovarjanja smo razdelili na dva dela. V tem vodiču bomo predstavili orodja, do katerih imajo dostop vsi tipi uporabnikov, torej editorji in admini. V naslednjem vodiču bo tudi ostala orodja, ki so na voljo samo adminom. Torej, modul odgovarjanje je sestavljen iz baze odgovorov, RSS-a, novic, kontaktov, odgovorov in pa testiranja. Najprej si bomo pogledali bazo odgovorov. Baza odgovorov je v bistvu razpredelnica z vsemi vnosi, katere asistent uporablja za svoje odgovarjanje. Posamezni vnosi so med seboj ločeni z novo vrstico, sestavljeni pa so iz večjih komponent. Prva oznaka je ID vnosa, to je v bistvu identifikacijska oziroma zaporedna številka vnosa. Nato vidimo težo, ki označuje prioriteto posameznega vnosa, o kateri bomo več povedali v vodiču za vnašanje novih vnosov. Naslednja oznaka je kategorija, ki označuje tematsko področje, v katero spadajo posamezni vnosi. V tem primeru vidimo, da gre za vnos, ki spada v kategorijo splošno, potem imamo en vnos, ki spada v kategorijo okolje, prostor in komunala, enega iz človeka in tako dalje. Sledijo pravila oziroma ključne besede za posamezen vnos in pa pripadajoči odgovori, katerih podatki so bili pridobljeni na spletni strani posameznega društva oziroma občine. Poleg odgovora se nahaja povezava, to je v bistvu povezava do spletne strani, ki se bo odprla v ozadju podanega odgovora. Ura označuje datum zadnje spremembe vnosa, z naslednjim parametrom veljavno do, pa določimo datum, do kdaj naj bi se posamezen vnos prikazoval na spletu v danih ključnih besedah. Ta parameter je v bistvu koristen predvsem ob vnosih, kot je župan, kjer bi želeli, da se v preteku mandata podatki v vnosu spremenijo. Vsi vnosi, ki bodo prešli določen datum veljavnosti, se bodo obarvali svetlo rdeče, kot lahko vidite tukaj, datum pa bo označen temno rdeče. Posamezen vnos lahko tudi urejate s klikom na Uredi, izbrišete ali kopirate oziroma podvojite. Ta funkcija je koristna predvsem pri vnosih, ki imajo podobno vsebino ali podobne ključne besede. Recimo, če imate dva vnosa, kot sta osnovna šola Košana, osnovna šola Pivka in tako dalje, vam ni treba nastavljati vseh parametrov znova, ampak samo skopirate že obstoječ vnos in ga popravite. Z zadnjim akcijskim gumbom Skri oziroma Objavi pa določite, če bo posamezen vnos vključen v asistentovo odgovarjanje ali ne. S klikom na Objavi bo vnos vključen v bazo spletnega asistenta in se bo obiskovalcem ob spraševanju po ustreznih ključnih besedah prikazal. S klikom na Skri pa vnosa asistentu ne bomo objavili, hkrati pa ga tudi ne bomo izbrisali iz baze, kot lahko vidite tukaj. To orodje je koristno predvsem pri tistih vnosih, ki jih še niste popravili in jih zato še nočete objaviti. Vsi skriti vnosi se bodo nato obarvali sivo. Ob nekaterih oznakah se pojavlja tale znak. To je v bistvu znak za razvrščanje, s klikom nanj pa se bodo vnosi uredili glede na posamezno oznako. Se pravi, če kliknemo na kategorijo, se bodo vnosi razvrstili glede na kategorije. V bazi odgovorov pa lahko vidite tudi orodje za filtriranje vnosov. To nam v bistvu olajša iskanje po bazi odgovorov. Kako pa deluje? Pišemo želeno besedo in kliknimo Filtriraj. Če kategorije ne določite, vam bo ponudilo vse vnose, ki vsebujejo opisano besedo. Če pa kategorijo omejite na recimo kmetijstvo in gospodarstvo, kliknete Filtriraj, vam bo podalo samo vnose iz področja kmetijstva in gospodarstva, ki vsebujejo izbrano besedo. Iščete lahko tudi po objavljenih oziroma skritih ter veljavnih oziroma neveljavnih vnosih.
Po teh vnosih iščemo tako, da želenega označimo in kliknemo Filtriraj. Se pravi, če bi sedaj hoteli videti vse skrite vnose, bi objavljene označili in kliknili Filtriraj. Tako vidimo, da imamo trenutno 2 skrita vnosa, ki jih lahko kadarkoli spet objavimo. Če pa bi želeli videti, če imamo kaj neveljavnih vnosov, veljavne označimo in kliknemo Filtriraj. Vidimo, da imamo en neveljaven vnos, pogledamo, zakaj je neveljaven, popravimo informacijo, če želimo, in shranimo.